Ja, Etnofolk je organizirano srečanje etničnih folklornih skupin, že letos 9. organiziramo. Pred 9 leti smo se dobili predsedniki društev narodov nekdanje skupne države in smo se dogovorili, da enkrat organiziramo skupno srečanje, zato ker vsak od teh društev je imelo že organizirane aktivnosti na področju folklore in smo hoteli se predstaviti javnosti. Makedonsko kulturno društvo Sveti Ciril iz Metod in Skranja je organizator vseh 9 srečanj. Želja nam je, da dejansko to postane neko državno srečanje. In jaz upam srčno, da naslednje leto 10. Etnofolk postane in prvo državno prvenstvo etničnih folklornih skupin, ampak tukaj mislim praktično vseh. Saj vidite, da vedno imamo vsak dan eno slovensko skupino in drugo. Mi Prekmurci tudi pridemo znovu, tam kavijo, in mi smo vam prenesli prekmursko gibanico, ko pa bo prekmurska gibanica šla lažje dol, smo prenesli tudi malo domačega vinčeka. Hvala za vaše vabilo, pa upam, da se še vidimo Prekmurja. Jaz sem rekel, da je to pregledno srečanje. Več ali manj med seboj se dobro poznamo, ker sodelujemo na raznih folklornih srečanj, ki jih organizirajo posamezna društva. In normalno, naše društvo kot prvi organizator takih srečanj je vabljeno praktično vse povsod. Poleg tega pa relativno kvalitetno folklorno skupino imamo in smo rado videni vse povsod, kjerkoli organizirajo. Po drugi strani jaz še kot predsednik Zvez kulturnih društev Slovenije, to pomeni vseh teh zvez narodov nekdanje skupne države, še zmeraj imam interes, da ta srečanja se odvijajo na organiziran in primeren način. Mislim, da ta etnos, pripadnost, dejansko se največkrat da izraziti skozi folkloro. Dejansko to je tipično v narodovem karakterju. In jaz mislim, da je še ena od najboljših opornih točk za organiziranje dejavnosti. Ker druge dejavnosti, kot so recimo dramska, literarna in podobno, niso toliko univerzalne, kot je folklora. Tukaj dejansko je glasba, običaji, ritem, način življenja v bistvu se predstavi. Koliko je članov vašega društva? Ja, to težko rečemo. Od aktivnih lahko rečemo kakšnih 70 je, dočim pa v Kranju in okolici, ki gravitira na to lokacijo, v bistvu je okrog 300-400 pripadnikov makedonske narodnosti. Po tem
delu, kjer nastopajo folklorne skupine, se pa zadeva še ne zaključi. Kaj se pravzaprav dogaja potem? Še nekoliko prijetnejši del kot že prejšnji, no? Ja, jaz mislim, da naši ljudje so zelo navezani na plesa, ne? In običajno po takih večjih prireditvi vedno organiziramo splošno zabavo in plesa, ne? Tokrat imamo še priliko, da imamo orkester iz Makedonije, kombiniramo z našim, ampak jaz mislim, da mladina, ne? Potem v poznejših urah bojo pa čisto svojo muziko, tisto internacionalno opravila, tako da po mojem bo trajalo kar dolgo noč. Se pravi, zaključili bodo mlajši. Ja, to običajno, ne? Najdalj zdržijo.